pozdravljeni, spoštovani gostje, dame in gospodje. Dobrodošli na predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2015. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam direktorja Kemijskega inštituta, profesora dr. Gregorja Anderluha. Današnji dogodek je prvi v nizu tradicionalnih dogodkov Univerze v Ljubljani, v tednu Univerze v Ljubljani, ki se uvršča med 3% najuglednejših univerz na svetu. Predstavitvi njenih 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov v letu 2015 bo ob 13. uri sledila še okrogla miza z naslovom Zakaj vlagati v raziskave. Na okrogli mizi bodo sodelovali predstavniki države, visokega šolstva in gospodarstva. Za uvodne besede na tem mestu prosim profesora dr. Ivana Svetlika, rektorja Univerze v Ljubljani. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gosti, Univerza v Ljubljani si postavila visoke cilje, to na vseh področjih svojega delovanja, na področju znanosti in umetnosti, na področjih raziskovanja, izobraževanja in prenosa znanja. Ponosni smo na to, da prispevamo za platnico znanja v državi skoraj polovico znanstvenih dosežkov. Še ponosnejši pa smo na objave in citiranost del naših raziskovalcev v najuglednejših svetovnih revijah in v drugih publikacijah, kakor tudi na dosežke naših študentov in njihovih mentorjev na velikih mednarodnih tekmovanjih in seveda tudi na izume in druge oblike znanstvenih dosežkov. Univerza lahko svoje mesto med uglednimi univerzami ohranja in izboljšuje predvsem na podlagi visokokakovostnega raziskovanja. Ustvarjanje znanja je vzpostavila kot raziskovalno univerzo in je hkrati podlaga izobraževanju ter drugim oblikam prenosa znanja v uporabo. Zato je raziskovanje treba načrtovati, spodbujati, promovirati. V preteklem letu smo v Univerzi v Ljubljani vložili veliko naporov, pregled in organizacijo znanja, ki ima razvojni potencial. Imamo več kot 30 skupin, ki so v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva pripravljene na prijave na razpise iz programa pametne specializacije. Ob tem pa je treba izpostaviti, da razvojno znanje praviloma ne izhaja samo iz sebe samega ali predvsem iz sebe samega, temveč temelji na rezultatih temeljnega raziskovanja, na raziskovanju, ki ni naprej obremenjeno z nekimi določenimi cilji in zahtevami, ampak je plod radovednosti raziskovalcev. In zato je tudi to raziskovanje treba posebej gojiti, tako na univerzi kot na državni ravni. Želimo poudariti usmerjenost univerze v celovit krog raziskovanja in dati posebno priznanje tistim raziskovalcem, ki so v preteklem letu dosegli posebej vidne rezultate. Prav tako želimo raziskovalne dosežke prikazati na širši javnosti razumljiv način, saj bo tako bolje razumela pomen in vsebino naših raziskovalnih in razvojnih prizadevanj. Spoštovani raziskovalci, naj vam že sedaj čestitam za dosežke študentnega leta in hkrati tudi dekanom, ki ustvarjajo na fakultetah primerne pogoje, da lahko te raziskovalne dosežke tudi zares dosegamo. In iz vseh teh razlogov je prav, da se te univerze začne prav s poudarkom na raziskovanju. Hvala lepa. Hvala. Čast mi je napovedati letošnjega osrednjega govorca, profesorja astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Je prejemnik Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke v astrofiziki in astronomiji ter avtor enega izmed 10 najodmevnejših raziskovalnih
raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014. Na govorniški oder vabim profesorja doktorja Tomaža Citra. Prosim. Prav lepa hvala za besedo. Spoštovani gospod rektor, spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje. Šah in znanost imata veliko skupnega. Pri obeh je odločilna ocena situacije, izbor dobre premišljene poteze in premislek o posledicah. Kot v šahu, tudi v znanosti obstajata dve možnosti. Sistematičnost in nenadni uvid. Potrebno je načrtno vedenje uspeha, a vsega ni mogoče predvideti. Zato lahko le ena sama izjemna poteza znatno spremeni situacijo. Verjamem, da ste s kombinacijo sistematičnega truda in nepričakovanega pribliska do letošnjega uspeha prišli tudi vi, spoštovani avtorji izjemnih znanstvenih dosežkov. Na Univerzi v Ljubljani dela veliko izjemnih profesorjev, asistentov in podpornega kadra. Številna področja dosegajo raziskovalne rezultate v svetovnem vrhu. Naši raziskovalci sodelujejo z vodilnimi ustanovami po vsem svetu. Dejstvo, da brez aktivnega raziskovanja ni kvalitetnega univerzitetnega izobraževanja, je postalo samoumevno. Verjamem, da se bodo vaši izjemni znanstveni dosežki neposredno zrcalili tudi v vašem poučevanju v naslednjih letih. Z leti opažam, da se na Univerzi v Ljubljani bistveno izboljšuje odnos med učitelji in študenti. Lepo je slišati naše študente, ki se vračajo z izmenjav na najuglednejših evropskih univerzah in pripominjajo, da ne opažajo bistvenih razlik. Kljub prazničnemu trenutku pa je prav, da opozorim tudi na nekatere pereče probleme. Znanstveniki smo dobri šahisti, težave pa nastanejo, če ljudje takih sposobnosti na svojem področju delovanja nimajo. Pri sedaj zelo aktualni problematiki begunskih tokov so očitne izjemne sposobnosti na angažma humanitarnih organizacij in prostovoljcev ter človeška osebnost številnih policistov. Brez njih bi bila Slovenija videti kot dežela nabitih pušk in žice z rezili, ki trenutno ogrožajo predvsem živali. Če bo pri nas zaradi pasivnosti inštitucij, v kateri dela večinoma univerze, sovražni govor še naprej toleriran, pa žal ni težko prepoteti tragičnih dogodkov. V tem letu smo nekateri spoznali, da tudi inštituciji, nad katero je le modro nebo, niso doma samo šahisti iz pričakovanja širim duha. Ko da strano vem, kaj je nad modrim nebom. Tam sem opazil moralo razsvetljenstva, ki je postavila temelj sodobne družbe. Verjetno se je v tej izjavi marsikdo nasmeknil. Vendar vsega ni mogoče pravno prepisati, temveč je nujno slediti moralnemu občutku, kaj se spodobi in kaj ne, tako v življenju in tudi v znanosti. V preteklem letu ni bilo vedno lahko biti univerzitetni učitelj. Težko se je bilo soočati z moralnimi vidiki delovanja posameznih kolegov na nekaterih članicah, ki svojega dohodka ne štejejo v evrih, ampak v številu plač, ki jih mesečno zaslužijo. Pisci dragih ekspertiz pri tem pozabljajo, da brez njihove pripadnosti univerzi takih naročil ne bi bilo. Da bi s pridobljenimi sredstvi lahko omogočili začetek kariere kateremu od mladih kolegov, pa niti ne pomislijo. Lahko se tudi vprašamo, ali ob tem ne namenjajo premalo energije razvoja znanstvenih osnov svojih strok ter izobraževalnemu procesu. Namen tega procesa je, da naši študentje pridobijo širino, ki je potrebna za odzive na neogibne tektonske spremembe stroke, s katerimi se bodo naši alumni morali soočiti v naslednjih 40 letih delovne dobe, čimer bi nedvomno pritrdil tudi žal ravno tako pokojni profesor Janez Strnad. Zato je izkrivljena težnja, ki jo je vedno znova slišati, da bi morali biti vsi univerzitetno vzgojeni kadri takoj in brez specifičnega uvajanja pripravljeni za delo v gospodarstvu. Enako kratkovidno je tudi stalno poudarjanje potrebe po nižanju stroškov delovne sile, brez česar se zdi, da ne more nobena javna objava cehovskega združenja dela gospodarstva, značilno neprimerno pa je tudi njihovo pisanje v sobotni prirodi pred dvema dnevoma. Sposobni mladi namreč iz tega hitro zaključijo, da bo v tej državi za dobro delo težko dobiti primerno plačilo in gredo v tujino.
Omenjeni združeni so torej najglasnejši slabi šahisti, ki ne vidijo nekaj potez naprej. K sreči pa je v Sloveniji tudi nekaj odličnih podjetij, ki jih vodijo izvrstni šahisti, vendar ti svoje napore usmerjajo v razmislek in kombinatoriko in ne v javno naslopljanje. Kratkovidnost nekaterih kaže tudi stalno kritizerstvo javnega sektorja. Ta mora biti dober in mednarodno primerljiv, česar pa se ne doseže s podhranjenostjo. Kot večina dobrih univerz po svetu je Univerza v Ljubljani ponosna na svoj javni neprivatni status, taki sta tudi NASA in Evropska vesoljska agencija, če omenim dve znani inštituciji svojega področja. Naj nadaljujem z anekdotičnim, pa žal resničnim obvestilom naše banke, da ne bodo nevezane vloge obrestovali z letno obrestno mero 0,01%. Če k temu dodamo še zaračunane stroške poslovanja, vidimo, da je dosežena učinkovitost te dejavnosti slabše in pravice, v kateri je denar bila stara nama. Seveda to ni posledica slabega šahovskega znanja odgovornih, ampak prikrojevanja pogoja poslovanja z pozicije moči. Podobno se na področju znanstvenih objav obnašajo nekateri veliki svetovni založniki. Znanstveniki in članke napišemo, si jih medsebojno zastonj recenziramo, v veliki meri pro bono sodelujemo v uredniških odborih in na koncu, če je članek objava sprejet, za objavo praviloma tudi plačamo. Potem nam ti isti založniki iste članke izjemno drago prodajajo in na različne načine, vključno s pravnimi grožnjami, vedno bolj omejujejo prost dostop do teh znanstvenih rezultatov. V zadnjem obdobju ob tej temi najpogosteje omenjajo največjega svetovnega založnika znanstvene periodike Elsevier, o katerem sem se pred 2 tednoma v Financial Timesu poučil, da je lani posloval 34% dobičkom, ki gre seveda neposredno na račun svetovne znanosti. Upam, da se bo svetovni odbor znanstvenikov v obliki kolektivnih odstopov uredniških odborov in izjav o neobjavljanju in odklanjanju recenziranja nadaljeval in da bo Univerza v Ljubljani pomagala pri iskanju alternativnih načinov objave recenziranih znanstvenih rezultatov. Mednarodno recenziranje objave in s tem povezani čisti citati so pomembni. Delo, ki ga nihče ne opazi, je namreč težko imeti za kvalitetno. Vendar to ni treba biti pikolovski. Hitrost odzivanja, pa tudi točno numerično število citatov se pogosto posledica okoliščin, ki niso v dosegu pisca. Neupravičeno medsebojno citiranje v zaprtih krogih sicer lahko prikroji rezultate, vendar so možnosti za kaj takega precej omejene, saj prikrojevalce odkrije že preprosta analiza kronologivosti in razprostranjenosti citatov po revijah. Pozornost pritegne tudi prevelika vnema, ko isti avtor eno leto objavi celo vrsto monografij. Nad kvaliteto vsake bi se moral zamisliti najprej sam, nato stroka, pa tudi širše okolje. Pri razpravah o številu čistih citatov je večkrat slišati upravičeno pojasnilo, da nekatere stroke še niso zadovoljivo vključene v mednarodno bazo znanstvenih citatov. Čeprav je to trenutno res, se bo zaradi vsesplošne informatizacije položaj verjetno kmalu spremenil. Zato bi bilo že sedaj prav, da bi avtorji v teh strokah ročno evidentirali citate svojega dela, na katere itak naletijo spotoma med pregledovanje tekoče znanstvene literature. Ničle, ki jih je trenutno še mogoče pripisati pomanjkljivi evidenci, bi bile namreč kasneje slaba popotnica za razvoj teh strok pri nas. Zdi se, da nekaterim strokam zmanjkuje energije za mednarodno konkurenčno raziskovalno delo. Pogosto je slišati, da njihovo področje težko doseže mednarodno napetost. Pa to nikakor ne mislim, kot bi morda kdo pomislil, na katero od humanističnih ved se je večinoma zelo dobro zavedali jezikovnih, okoljskih ali kulturnih vesi z našo bližnjo in širšo okolico. Morda gre pripisati moji naravoslovni omejenosti, da ne moram razumeti, zakaj ne bi se v mednarodnem sodelovanju težko znašli tudi na primer deli pravne znanosti. Si pa mislim, kako direktno bi znal to komentirati že v letos preminuli zaslužni profesor naše univerze in sopisac naše ustave, dr. Frances Bučar. V javnosti je pogosto slišati preglede trditve o nujnosti objav originalnih znanstvenih rezultatov v slovenščini.
Seveda moramo gojiti slovenski znanstveni jezik in terminologijo, obenem je namen znanosti vedno prispevek svetovni zakladnici znanja, pa tudi če na področju lokalne problematike. K razpravi o jeziku znanstvenih objav lahko smiselno prispevajo le tisti, ki imajo dovolj obsežen opus v različnih jezikih. Govoriti, da se nujne le domače objave, dogovor s tudi sadnjima mednarodnih objav, namreč napeljuje k domnevi o drugih motivih. Upam, da se bo univerza po eni strani gibala v smeru univerzalnega spodbujanja objav znanstvenih rezultatov enih svetovnih jezikov, po drugi strani pa zaostrila zahteve pri doktorskih delih in poleg obveznega slovenskega povzetka zahtevala tudi slovarček novih strokovnih izrazov. Razvoj slovenske strokovne terminologije za vse stroke bi bilo nujno spodbujati sestavljanje obsežnejših terminoloških slovarjev, ki pa bi morali biti prosto dostopni. Sam opažam tudi vedno slabšo pismenost študentov, ki bi jo morali izboljšati z več zapisovanja lastnih razmislekov v srednji šoli. Kdor svojih idej sam ne zna razumljivo besediti, nima nikakršne možnosti za uspeh v današnjem hitrem tempu, ko dobri ideji na večerji z nadrejenim sledi nočni razmislek, pisanje v zori in je tako zjutraj že nared predlog, ki lahko spremeni posameznikovo poklicno pot. Znanstveniki bi svoje okolje lahko bolj podprli z neposrednim komuniciranjem z javnostjo. Slovenska majhnost je tu prednost, saj med nami in javnostjo ni močnih služb za komuniciranje, ki bi vpletale svoje interese. Novinar se pri nas pogovarja neposredno s strokovnjakom za določeno področje, ki seveda ve, kaj govori, in zato lahko določeno spoznanje razloži za zanimivo in obenem dopustno primerjavo z vsakdanjim življenjem. Neprivlačnih tem tudi skoraj ni. Pred časom se sliša o tekmovanju v 5-minutnih nastopih o najbolj dolgočasnih temah, ki so si jih lahko zamislili sodelujoči znanstveniki in kjer je poželjalo navdušenje tudi predavanje o prahu v domačem stanovanju. Verjamem, spoštovane kolegice in kolegi, da v svoji karieri niste občutili kompleksa majhnosti, za katere ne bi trpila Slovenija. Po obsežni raziskavi Education First English Proficiency Index je Slovenija poznana angleščine med državami, kjer ta ni materni jezik, šesta na svetu, tako za skandinavskimi državami in Nizozemsko. Naša majhnost se seveda kaže v zelo omejenih sredstvih za raziskave, ki jih je večinoma mnogo manj, kot bi jih moralo biti v 2-milijonski državi evroobmočja. Zato v mednarodnih sodelovanjih pogosto lahko ponujamo predvsem ideje in delo, manj pa denarja. Z izjemo financ pa, verjamem, spoštovani izjemnih znanstvenih dosežkov, da se v mednarodnem znanstvenem okolju počutite kot enaki med enaki. V svojem okolju ste šahovski velemojstri. Pokažite to tudi v družbenem angažmaju. Budite ponosni na svoje dosežke. Univerza je ponosna na nas. Hvala. Najlepša hvala, profesor dr. Tomaž Cvikler, za vaše besede. Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani je imela tudi letos težko delo. Izbrati 10 najodmevnejših raziskovalnih del v letu 2015. Prosim predsednika komisije, prorektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Martina Čopiča, da nam pove, kako je izbor teh del letos potekal. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovani gostje. Veliko veselje mi je, da lahko letos ponovno predstavimo 10 najpomembnejših dosežkov Univerze v Ljubljani. Torej, raziskovalno delo gotovo, kot smo zdaj več dvakrat slišali, eden od 2 temeljev, na katerih univerza pade. In tako da se mi zdi, da pač vaše delo je pomembno prispevek k temu. Komisija je letos sprejela nekaj čez 40 predlogov iz vseh, torej ne iz vseh, ampak skoraj vseh članic, in od teh predlogov se je izbrala vas 10. Pri izboru je bil najpomembnejši kriterij, seveda, glede na to, da pač samih citatov v enem letu ne moremo pričakovati še kaj prav dosti. Torej, poleg eventualne citiranosti, tudi odmevnost revija, v kateri je bil delo objavljeno, poleg tega smo skušali upoštevati tudi
celovitost dela in nekako koliko je delo zanimivo za splošno in strokovno javnost in seveda tudi uporabnost dosežka. Torej, vse ti kriteriji so pač tisti, ki smo pri izboru poskušali upoštevati, ne da bi predvsem gledali na to, iz katere stroke, odnosno iz katere članice razgledano delo prehaja. Jaz sem vsem izbranim raziskovalcem in skupinam torej, čestitam in nam želim še naprej veliko uspešnega dela. Hvala. Hvala, profesor dr. Martin Čopič. Pa poglejmo, kateri raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani so bili po mnenju komisije najodmevnejši v letu 2015. Preden spoznamo prvega, naj samo povem, da ima vsak avtor dosežka za predstavitev na voljo 6 minut. Minuto pred koncem bo kolegica pred mano dvignila napis 1 minuta, to je čas, v katerem mora avtor svojo predstavitev dokončati. Poslušalci, poleg mene, imajo vaše prezentacije pred seboj, dragi avtori, tako da bodo lahko sproti spremljali vaše ustne predstavitve. Zdaj pa na govorniški oder vabim izrednega profesora dr. Hrvoja Petkoviča z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, enega izmed avtorjev najodmevnejšega raziskovalnega dosežka z naslovom Tetraciklinski antibiotik nove generacije, učinkovit proti večkratno odpornim bakterijam. Dosežek bo predstavil v imenu raziskovalne skupine. Lep pozdrav, najprej bi se rad zahvalil Komisiji za raziskovalno dejavnost, ki je res prepoznala to delo kakovostno. Naj najprej povem, da v našem laboratoriju na Biotehniški fakulteti se ukvarjamo z razvojem novih biološko aktivnih učinkovin, predvsem z antibiotiki in protiraktivnimi učinkovinami. Ko vidite na sliki, brez kemije na žalost ne gre, sta dve strukturi. Na levi strani je kelokardin, to je nova učinkovina, na kateri delamo zdaj že 5 let. Na desni strani je tetraciklin, oksitetraciklin, ki se uporablja v zdravljenju v rednih klinikah. Kar je zanimivo, je, da sta te dve učinkovini zelo podobni. Če malo bolje pogledate na zgornji del teh učinkovin, boste videli, da so funkcionalne skupine zelo različne, kar je pa pomembno, da sta prva dva vroča aromatizirana pri levi strukturi, ki se imenuje kelokardin. In zaradi te aromatiziranosti, zaradi te dvojnih vezi, je ta antibiotik v prostoru veliko bolj planaren, torej realno postavljen na površini. In na našo srečo smo imeli je bil dober izbor, ta učinkovina ima tudi drugačen način delovanja in se je pokazala kot zelo zanimiva. Proizvajajo pa bakterija Actinomyceta, vidite pa na sliki. Kaj mi v resnici delamo? Zadeva je preveč komplicirana, da bi šel v podrobnost. Navadno delamo biostezno pot takšnih učinkovin. Na spodnjem delu slike vidite puščice, to so v resnici geni. Vsi geni, ki so potrebni za biosintezo kelokardina, to je struktura na desni strani. Na zgornjem delu slike je genska skupina za biosintezo oksitetraciklina. Nekoliko večja, ker ima več funkcionalnih skupin na zgornjem delu molekule. Kaj mi v resnici delamo? Mi z uporabo biosinteznega inženirstva spreminjamo specifičnost encimov, torej v žargonu rečemo, reprogramiramo te encime, ali pa med seboj kombiniramo. Tukaj pokažemo, smo proizvedli večje število učinkovin, kjer smo gene med seboj kombinirali. In na osnovi tega, potem seveda je, če smo bili srečne roke, rezultat v tem, da dobimo novo strukturo. Spodaj lahko vidite eno manjšo slikico, kjer kaže celotno biosintezno pot kelokardina,
ki smo seveda v sklopu našega raziskovanja, ki smo jo dobro preučili. Eden od teh inženirskih korakov, ki smo ga izvedli, je bil zelo uspešen. Navadno v znanosti, tako kot veste, da je večina eksperimentov ni uspešnih, in potem se zelo veselimo, ko je eden uspešen. No in na tej sicer komplicirane sliki lahko vidite, da smo prepoznali dva gena, ki aminirata molekulo oksitetraciklina na levi strani zgoraj, tisti rdeči del. In smo te gene prenesli v bakterijo, ki proizvaja kerokartin, na kar se lahko vidi, da je na strukturi tega kerokartina dodana aminoskupina. Na naše zadovoljstvo je bila ta struktura bistveno bolj aktivna od kerokartina. Še posebno je pomembno povedati, da deluje zelo dobro na gram-negativne patogene, ki so trenutno največji problem v kliniki. Tako da je ta dosežek potem omogočil publikacijo v tej reviji. Da ne bom šel preveč v podrobnosti, sem toliko bom še hotel pokazati. Torej, ti patogeni, katere mi testiramo, ki so na tem panelu za testiranje učinkovin, so odpori praktično na vse antibiotike. To je res velik problem v bolnišnicah, v bolnišničkih okužbah. No in da bi lahko tako delo sploh izvajali, seveda je bilo potrebno res sodelovati z velikim številom inštitucij v svetu, torej konzorcij 6 inštitucij, delamo zdaj že nekje v leta 2006. Ogromno je bilo angažmana ne samo v znanstvenem delu, ampak tudi v organizaciji projekta, v zaščiti intelektualne lastnine. In seveda v tem trenutku te inštitucije, biotehniška podjetje ACS Bio, ki je licenciralo naše znanje in sedaj razvije nove učinkovine skupaj z inštitutom Helmholtz. V tem trenutku smo nekje v fazi predklinike na animalnih modelih. Torej, če bomo srečne roke naslednjo leto, bomo mogoče imeli kandidati. Na koncu seveda bi se moral zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali pri projektu, tudi Univerzi v Ljubljani, ki je zelo lepo podprl naše delo tudi pri pomoči z licenciranjem, zaščitno intelektualne lastnine. Zahvaljujem se za biotehnički fakulteti, ki nas kontinuirano podpira. Seveda financiranje je bilo na začetku relativno majhno se strani ARS, TIE, Spirit agencije, vendar ta financiranja so bila za nas ključna. Brez tega se niti celotne projekcije sploh ne bi začel. Danes seveda financira celoten potek raziskave podjetje ACS Bio in inštitut Helmholtz. Tako da se vsem zahvaljujem, vam se pa zahvaljujem za pozornost. Hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Nadaljujemo z naslednjim najpomembnejšim raziskovalnim dosežkom, ki prav tako prihaja z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Imenuje se Vrnitev velikih zveri v sodobno gosto poseljeno Evropo. V imenu raziskovalne skupine ga bo predstavil docent dr. Hubert Potočnik. Spoštovani, tudi jaz se v imenu vseh avtorjev te raziskave zahvaljujem za prepoznanje tega težkih del kot pomembnega dosežka. Velike zveri so kontroverzna skupina, ki vse človeške zgodovini vzbujala nelagodje, strah, celo sovraštvo, pa tudi občudovanje in spoštovanje ljudi. Ob eksploziji prebivalstva v zadnjih 200 letih so ljudje v kontinentalnih razsežnostih spreminjali prostor, izrinjali in iztrebljali zveri na nek način, naredili ločnost med človekom in zvermi. Tako je glavni problem ali glavna razprava v zadnjih desetletjih okoli ohranjanja velikih zveri, ali je ostalo dovolj primernega prostora
za zagotavljanje, za preživetje sposobnih in ekološko funkcionalnih populacij. To je seveda odvisno tudi od načina upravljanja, na kar pa smo pokazali tudi v tej študiji. Pregledna študija združuje znanje strokovnjakov, raziskovalcev iz 26 evropskih držav. Pri tem moram reči, da je Slovenija prispevala pomemben kamen v tem mozaiku. Znanje slovenskih raziskovalcev iz dveh skupin biotehnične fakultete je sad zlasti zadnjih 2 desetletij razvoja metod, spremljanja, proučevanja in prenašanja tega znanja v varstveni biologiji oziroma varstveno upravljanje populacij velikih zveri. Pri tem smo lahko, bom rekel, neskromni, saj smo med najuspešnejšimi državami v Evropi, ki so v proučevanju vpeljali in razvili forenzične genetske metode, tako imenovano neinvazivno genetiko, metode satelitskega spremljanja živali in pa sodobne sociološke študije, ki so pomemben element znanja upravljanja v sodobnem svetu. Do sredine 20. stoletja smo ljudje pravzaprav iztrebili velike zveri iz večine površine Evrope. V Evropi prepoznavamo 4 vrste velikih zveri. Medveda, volka, evrazijskega risa in pa rosomah, posebno vrsto velike kure. Majhne populacije so imele slabe obete za dolgoročno preživetje oziroma viabilnost. Danes pravzaprav je stanje precej drugačno. Saj kar na 1/3 površine Evrope, približno 1,5 milijona kvadratnih kilometrov, živi vsaj ena vrsta velikih zveri. Uspeh je posledica zlasti družboslovnih, socioloških sprememb politik v Evropi, dobre zakonodaje, politične stabilnosti Evrope, močnih vladnih, nevladnih organizacij, predvsem pa pozitivnega odnosa družbe. In vse to je posledica naravovarstvenih gibanj zlasti v 70-80 letih prejšnjega stoletja, ko so se te dejavniki izoblikovali. Seveda je temu pomembno prispevala tudi izboljšanje naravnega okolja, povečanje številčnosti rastlinojedov in pa seveda povečanje gozdnatosti. Drugje pogosto ohranjajo velike zveri z ustanavljanjem tako zvanih narodnih parkov ali rezervatov. V Evropi te možnosti ni. Zveri so skupina, ki potrebuje vsaka posamezna žival, pravzaprav lahko potrebuje ogromna območja za svoje preživetje. Tako lahko že vsak posamezni medved, ris ali volk, njegov življenjski pot pomeni več tisoč kvadratnih kilometrov. Zato je pri upravljanju pravzaprav sobivanje s človekom edina možnost za preživetje velikih zveri v Evropi. In v študiji smo pravzaprav prvič jasno pokazali, da je model sobivanja uspešen. Evropski model sobivanja je dober vzor drugim celinam, recimo Severni Ameriki, Afriki, Avstraliji, kjer podpirajo tako zvano rezervatno varstvo. Ali model ločevanja. Seveda je samo sobivanje ni mirno, ni enostavno. Tu je potrebno veliko dodatnega znanja za zmanjševanje konfliktov na relaciji človek, velike zveri. In ohranjanje podpore evropskega naravovarstva je ključno za ohranjanje teh vrst tudi v prihodnje. Ob znanjih iz različnih področij znanosti pa bo pomembno bodoče iskati dobre družbenim razmeram, ustrezne upravljalske ukrepe, seveda upam, da med njimi ne bo takšno.
Hvala lepa. Na govorniški oder sedaj vabim profesora dr. Tomaža Čakra in asistenta Ivana Žuliča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bosta predstavila dosežek bibliometrične metode v menedžmentu in organizaciji. Lepo prosim. Lepo pozdravljam, v mojem imenu tudi mi se zahvaljujeva univerzi, da je prepoznala naj dosežek kot enega najodgovornejših. V bistvu članku avtorja analiziramo upravo bibliometričnih metod v znanstvenih delih na področju menedžmenta in organizacije. Zdaj, čemu to služijo? Kot vemo, je sinteza preteklih raziskovanje ugotovitev na nek način ključen proces, ključna faza v procesu znanstvenega raziskovanja. Tradicionalno so zato uporabljene zlasti precej kvalitativna nekaj vrste strukturiran povzetek oziroma strukturiran pregled literature. Na drugi strani bolj kvantitativna metaanaliza. Zlasti prva je lahko precej subjektivna in posledično pristranska. Bibliometrične metode pa lahko kot objektivne na nek način te slabosti odpravijo. Pravzaprav bibliometrične metode služijo temu, da z njimi lažje analiziramo, kako so posamezni avtorji, ključne besede, članki, področja med sabo povezani. Temeljijo pravzaprav na dveh principih. Eno je klasifikacija teh tem, besed, člankov, avtorjev in tako naprej. Drugo je pa sama vizualizacija. Vizualizacija tega, kar smo ugotovili v prvem kraku. Namen članka je bil ustvariti neke vrste priporočila in s tem tudi referenco za raziskovalce, ki bi želeli te metode v prihodnosti uporabljati v svojem znanstvenem raziskovanju. Naj članek temelji na sintezi ugotovitev 81 bibliometričnih študij na področju osnovnih znanosti in v članku so podala priporočila in potem tudi na nek način prikazala uporabo teh metod na primeru ciljne revije, se pravi Organizational Research Methods. Da gre za aktualne metode, dokazuje dejstvo, da je več kot polovica uporaba na tem področju v zadnjih 3 letih. Tako da, mogoče še to, da uporabne po mojem mnenju, oziroma po najmanj mnenju so metode zlasti iz 3 vidikov, na nek način omogočajo raziskovalcem da lažje in bolj sistematično spremljajo razvoj svojega znanstvenega področja, to je zlasti z uporabo mapiranja in vizualizacije, da relativno hitro in enostavno prepoznajo najpomembnejša znanstvena dela na svojem področju za analizo citatov in tudi da potencialno bolje predvidijo razvoj svojega področja. Mogoče z moje strani samo en kratek ilustracija, kako bibliometrične metode delujejo. Recimo, analiza sosklicov oziroma kako se regression analysis, s tem gledamo, kako recimo, če sta 2 članka citirana v istem članku, to pomeni, da so nekako povezani med sabo. Če sta citirana skupaj večkrat, recimo 10-100krat, ta vez med njima predvsem ničenša. In ko veliko teh vezij agregiramo iz posameznih na nivo recimo nekega znanstvenega področja, lahko vidimo, kako je to področje strukturirano, lahko ga narešimo v mrežo, lahko ga z recimo klasternih metodami, katere so glavne skupine raziskovanja na tem področju in na ta način tudi vidimo njegovo strukturo. Enako lahko gledamo recimo za soavtorstvo, če ste 2 recimo znanstvenika, velikokrat soavtorja
v člankih, to pomeni, da ste te skupine bolj povezani, in tudi da za same pojme, oziroma besede. Če se posamezne besede pojavljajo skupaj v povzetki znanstvenih člankov, so te pojme med sabo povezane. Ena ilustracija recimo je tukaj na tej sliki, kjer sem analizirala te članke z področja menedžmenta visokotehnoloških podjetij, ki recimo z te slike se vidi, da so te članke razdeljene na dve velike skupine. Ena skupina se ukvarja predvsem s pomembnostjo visokotehnoloških podjetij v narodnem gospodarskem pomenu, torej za pomenu gospodarske rasti. Druga velika skupina teh člankov se pa ukvarja predvsem z samim menedžmentom znotraj visokotehnoloških podjetij. Kakor pravijo, znanstveni dosežki stojijo na ramenih velikanov. In tako, da smo s profesor Čatarjem zelo ponosni, da so se pridružili tej tradiciji biometričnega raziskovanja, ki na Univerzi v Ljubljani že obstaja. In za na koncu najin članek je sicer poimenovan biometrične metode v menedžmentu in organizaciji, ampak dejansko je uporaben tudi za vse druge raziskovalce, ki bi želeli biometrične metode uporabiti pri pregledih znanstvenega literature na svojih področjih. Hvala. Hvala tudi vama. In pa gremo dalje. Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida je naslov naslednjega izmed najpomembnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2015. Dosežek prihaja z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. V imenu raziskovalnega dvojca ga bo predstavil izredni profesor dr. Janez Ceponik. Hvala lepa. To je lep pozdrav tudi v mojem imenu, gospod rektorju, zboru in vsem gostom. Hvala, da ste prepoznali ta prispevek kot pomemben prispevek tudi iz naše fakultete. Torej, mogoče že v samem naslovu je videti neko nenavadno strukturo. Zato sem dal za začetek za primerjavo 3 strukture molekule in 2 od teh zelo dobro poznate. Prva je voda in drugi je vodikov peroksid. To sta, zanimivo, to sta edini molekuli, stabilni, v naravi znani molekuli, sestavljeni iz elementov vodika in kisika. No in ta tretja molekula, o kateri je govora, v našem prispevku je pravzaprav prvi višji homolog vode in vodikovega peroksida in je seveda nestabilna. Na tej drugi sliki je so prikazane neke metode oziroma procesi, s katerimi so do te molekule smo lahko prišli v preteklih nekaj letih. Podali, da ta molekula se prvič je govora približno dobro 100 leti. Resno se seznanstveniki z njo začeli ukvarjati tam v 60-ih letih, vendar je bila resna omejitev pri raziskavah, so bile pač načini priprave in potem tudi same detekcije in spremljanja in karakterizacije, ker ni bilo seveda ustreznih metod in inštrumentov, ki so za to potrebne. Tako da so intenzivne raziskave se dogajale, pa so se začele v zadnjih 20 letih in seveda naj podarim, da pomemben delež pri teh raziskavah ima prav raziskovalna skupina naši fakulteti oziroma na univerzi. Pomemben delež pri teh svetovnih zatajnic v tem molekuli je ravno naša univerza prispevala. Torej, če pogledamo v principu takšno molekulo, lahko pripravimo z oksidacijo nekega substrata. Teh substratov je kar veliko, tako v laboratoriju pripravljenih, kot tudi v naravi. Torej, preprosto rečeno, molekula ozona odtrga 2 atoma vodika na nek način. No, pred približno 6-7 leti pa smo odkrili, da ozon pri oksidaciji nastaja na tak mestni intermediat, ki je prikazan na spodnji reakcijski schemi. Ti intermediati so recimo stabilni tam pri temperaturi trdnega CO2, pri -80, -60 stopinj Celzija. Vendar prisotnost vode in primernih katalizatorjev lahko iz teh takšnih intermediatov lahko direktno, neposredno, kvantitativno
travmovodikov trioksid. No in tukaj je pravzaprav jedrno izhodišče našega, tukaj smo pravzaprav potem razvili metodo, ki je prikazana tukaj v zadnji sliki. Namreč ideja je, da če sedaj ta shodni substrat vežemo na nek polimerni nosilec, ki ga lahko potem v procesu sinteze odstranimo, v principu lahko dobimo potem čisto molekulo, do katere želimo priti. Namreč glavni problem seveda te molekule, če želite študirati in opazovati, je, da jo pripravite čisto, ki bo lahko, jo poskušate stabilizirati in da jo lahko hranite nekaj. Skratka, da jo napravite dostopno širšemu krogu raziskovalcev. No in bistvo te metode je, da smo pravzaprav uspeli za sintezo, direktno sintezo, se pravi, seveda smo mogli ustrezno pripraviti polimer, tako je pač tak poenostavljen način prikazana, derivatizacija polimera, potem z oksidacijo polimera z ozonom, njegovo ustrezno transformacijo s katalizo in seveda prisotnosti vode, smo uspeli izdelati postopek, kjer je praktično ta sinteza praktično kvantitativna 100%. Relativno enostavno odstraniti polimer in lahko to spojino potem shranimo, bodi si v primernem topilu, imamo lahko hladilnik, frižiderju, ali pa jo celo skoncentrirate v podobnih koncentracijah, oziroma celo do skoraj čiste, kot čisto spojino. Seveda, če jo hranite pri temperaturah, ki so recimo okrog -40 stopinj. Na ta način smo pravzaprav uspeli narediti to molekulo dostopno širšemu krogu raziskovalcev, in to priznanje so nam dali tudi recenzenti in tudi urednik revije, kjer so potem ta naš dosežek tudi posebej izpostavili na zadnji strani revije s tole sliko, ker je nekako bolj igrivo prikazano, kako recimo molekulo ozona lahko recimo ujamemo, transformiramo in potem seveda molekulo z ustreznimi postopki pripravimo, da je na voljo, da lahko serviramo za različne namene. Zakaj je ta molekula, oziroma zakaj je potencialno tako zanimiva in uporabna? Tako kot smo že na prvem slajdu videli, se lahko nahaja, oziroma sem prepričan, da se nahaja v stratosferi, v atmosferi, ker imamo sončno svetlobo, ležalke visokih energij, ker je seveda zelo verjetno, to se pojavi v nizki koncentraciji tudi ta molekula, se pravi zanimivo za študij atmosferske kemiji in fiziki, kot tudi za kemijo okolja. In pa seveda tudi v medicini, ker predpostavljajo, da je poleg ozona tudi vodikov trioksid nevršena pomembnih signalnih molekul v raznih patoloških procesih v našem organizmu, oziroma sploh živih organizmih. Tako, hvala lepa. Hvala tudi vam, profesor Črkovnik. Gremo naprej k petemu raziskovalnemu dosežku. Prihaja z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Ponovno. Imenuje se stabilnost rastovin globularnih proteinov. V imenu raziskovalne skupine ga bo predstavil mladi raziskovalec Miha Kastelic. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu, ter hvala Univerzi, da je moje delo spoznalo zelo vidno. Torej, v naši raziskovalni skupini se ukvarjamo s stabilnostjo globularnih proteinov. Proteini so tudi trodimenzionalne makromolekule, ki so v vsakdanjem življenju zelo pomembne. Upravljajo pomembno biološko funkcijo. Danes pa bom govoril o njihovem procesu, ki mu rečemo agregacija. To je proces, pri katerem se lahko molekule proteinov združujejo in tvorijo skupke oziroma agregate. Ta proces je lahko v določenih razmerah zaželjen, včasih pa nezaželjen. Denimo, če do tega procesa pride v bioloških organizmih, v celici, potem to nekako povezujemo z patološkimi obolenji, kot je na primer Alzheimerova bolezen. Po drugi strani pa je proces včasih zaželjen, recimo, če želimo pripraviti
izolirati kristalinično proteino, potem moramo ta proces sprožiti in recimo na desni sliki vidite, ko se molekule proteina že deloma formirajo. V našem raziskovalnem delu smo želeli tako stabilnost bolj razumeti, je pa to zapleteno, zaradi same njihove narave proteina. Pa pojdimo sedaj v tej formi, kako smo se problemu lotili. Na levi sliki vidite trodimenzionalno strukturo proteina v svoji popolni, kar zakomplicirane obliki, vendar pa lahko nekatere njihove lastnosti kljub temu opišemo z enostavnimi statistično-mehaničnimi modeli. V našem pristopu smo trodimenzionalno strukturo proteina domestili s togim jedrom, ki preprečuje, da bi proteina penetrirala do drugega, vendar tudi ni dovolj za sam opis proteinov. Za njihovo površino smo morali dodati vezavna mesta, ki poskrbijo, da so interakcije na proteini kratkosežne ter usmerjene. To se je, kot bomo videli pozneje, izkazalo za ključno v predelnem opisu termodinamičnih količin. Kaj pa pravzaprav je stabilnost? Če raztopino proteina pripravimo pri določeni temperaturi, nekaj večje območje, potem raztopina ni stabilna po ena faza, vendar razpade v tej fazi, podobno kot olje in voda, ki se namešata. Če pa pripravimo raztopino proteina pri pogojih, ki padejo v tako imenovano modro območje, potem pa je sistem stabilen kot ena faza območja. Na sliki prav tako vidite eksperimentalne točke za primer lizicima. Naš namen pa je bil, ali lahko s pomočjo tega enostavnega statistično-mehaničnega modela te lastnosti predvidimo. Seveda ima naš model statistično-mehanično podlago in naj vas razsvetli, da smo na osnovi tega lahko izračunali to mejo med rdečim ter modrim območjem, čemu pa pravimo ekzistenčna linija. Naj še omenim, da vrh te ekzistenčne linije ustreza maksimalna točka, ki jo imenujemo kritična temperatura. Na to temperaturo sistema ni več možno, sistem ne mora več razpasti v tej fazi. V nadaljevanju pa smo preučevali tudi vpliv soli ter kako spremenijo kritično temperaturo. Ugotovili smo, da dodatki različnih enostavnih anorganskih soli povzročijo različne premike. Videli smo, ter v okviru našega modela smo to tudi uspeli razložiti, da ima natrijev klorid najmanjše spremembe, najmanj zviša kritično temperaturo, medtem ko ima natrijev perklorat na drugi strani največji vpliv, kar pomeni, da najbolj stimulira agregacijo med molekularnih proteinov. Naj zaključim, da smo tako predlagali model, kjer so interakcije na proteinih usmerjene kar kratkosežne. To se je izkazalo kot najpomembnejše, ker ta vezavna mesta nekako posnemajo multipolni elektrostatski razvoj energije med molekulama proteina. Ta propis na drugi strani tudi omogoča, da na osnovi nekaterih lažje merljivih eksperimentalnih količin predvidimo druge, ki so težje merljive, ker imamo na tak način napovedno moč. Pokazali smo, da vpliv dodatka različnih soli vodi do različnega efekta na proces agregacije, tako se ta efekt viša do navedenih razmerov. Te efekti smo potem tudi nadaljne korelirali z nekaterimi lahkimi oziroma lahko razumljivimi termodinamičnimi količinami, kot je na primer prosta energija za prenos aniona voda. In na tej osnovi smo začeli z obširnim raziskovanjem tudi drugih proteinov in verjamemo, da bo predlagani model omogočil lažje razumevanje ter boljši vpogled v tovrstne sisteme. Na koncu mi ostane še prijetna naloga, da se zahvalim vsem sodelavcem na katedri za fizikalno kemijo, financiranju strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter mednarodnem projektu NIH, ter nazadnje tudi vam za vašo pozornost. Hvala. Na govorniški oder zdaj
povabim profesorja dr. Igorja Muševiča z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, odkuder prihaja naslednji najomembnejši raziskovalni dosežek. Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem pnevmatskih tekočih kristalov. Profesor Muševič bo predstavil v imenu raziskovalne skupine. Hvala lepa za predstavitev, spoštovani rektor, spoštovani zbor, spoštovani gospe in gospodje. Predstavil vam bom raziskovalni dosežek z področja fizike tekočih kristalov. Pri tem je sodelovalo 6 avtorjev. Prva avtorica je Marja Nikl, to je tudi raziskava v okviru njenega doktorskega dela. Potem pa so še kolegi Miha Škaralot, Simon Čopar, Miha Ravnik in Svobodna Žumer. Delo je nastalo v okviru sodelovanja Inštituta Štefan in pa Univerze v Ljubljani. Objavljeno je bilo v februarski številki revije Nature Physics v sekciji Letters. Sicer pa so raziskave del programske skupine fizika mehkih snovi, ki združuje v instituciji in že vrsto let uspešno vodi profesor Svobodna Žumer. Svetlobni nadzor tekočega kristala in pa topoloških defektov si najbolje pogledamo na posnetkih, kot jih vidimo pod mikroskopom. Na tem posnetku, video posnetku, upam, da bo to delovalo, ker se pogajanje z računalnika je tam gor na balkonu. Na tem posnetku vidite krog staljenega tekočega kristala, spaj izpod mikroskop posvetite zelo močno lasersko svetlobo. Ta se zaradi absorpcije tekočega kristala povzroči lokalno segrevanje in tako, ko se led stali v vodo, dobimo tak potok tekočega kristala, ki je običajna tekočina, v okolici je pa tekoč kristal, ki je pa posebna tekočina. Ko to svetlobo ugasnemo, vidimo, da se tvori v delčku sekunde množica zank, sklenjenih zank, ki jih lepo vidite, to so topološki defekti. Ti defekti so kratko živi in v nekaj sekundah se praktično vse skupaj izniči v tisto, kar je bilo na začetku. To bo v fiziki pravimo vakuum. Če pa v tak tekoč kristal damo stekleno vlakno, samo še kot nazoritev, če bi pogledali človeški las pod tem mikroskopom, bi to zavzemalo skoraj celotno polje, vidno polje, to vlakno zelo drobno. In ko v tem primeru stalimo tekoč kristal in ugasnemo svetlobo, tisti del, ki bi prej staljen, hitro preide v običajni tekoči kristal, tvori potem množico defektov. In vidite bistveno razliko, namreč v tem primeru se tvorita dve zanki, ena zgoraj, druga spodaj, ki sta dolgoživi in lahko hranjeno pri življenju poljubno dolgo časa. Če ju spustimo, se ti dve zanki med seboj privlačita s silami, začneta drseti ena proti drugi in se na koncu, ko se srečeta, anihilirata velič v vakuum. Ti dve zanki, ta dva topološka defekta, se obnašajo kot delec, pad delec, antidelec in pravimo, da nosita nasprotni topološki naboj. Koncept naboja pa je prav gotovo znan iz elektrike, pozitivni in negativni naboje, to so singularnosti, tam upravimo fiziko električnega polja in te singularnosti povzročajo sile med delci. To, kar sem pokazal, je v bistvu zelo blizu eksperimentov v fiziki delcev. Tisti, ki ste zanimate za to področje, veste, da lahko pri visokih energijah tvorimo pare delec-antidelec in te pare prepoznamo recimo na teh posnetkih kot različno krivljene sledi. To je fotografski posnetek dinamike, ko se delci nastajajo, vidijo in potem tudi izničijo. Topološki defekti, topološki naboj povzroča sile med delci, tako kot pri električnem polju in električno natrjenih delci, tudi v našem primeru povzročajo sile in te sile lahko študiramo, zatem da damo dodatne delce, ki nam služijo kot testeri za topološki naboj. Na zgornjem delu posnetku vidite majhno kroglico, ki jo damo z defektno zanko in ta kroglica se premika natančno proti eni od tistih dveh zank na steklenem vlaknu in se odriva od druge.
torej med njima delujejo sile, ki so posledica topologije. Na spodnjih slikah pa vidite, kako smo svetlobo, konkretno je to svetlobna pinceta, se pravi zelo močno fokusirana svetloba, lahko tudi nazorujemo ustvarjanje teh topoloških defektov, topoloških nabojev in študiramo njihove lastnosti. To pravi, tak eksperiment predstavlja topologijo, to je to abstraktno matematična disciplina, oziroma vejo, ki se realizira v tem eksperimentu, konkretno v tekočem kristalu, v razmerah, ki smo jih ustvarili v eksperimentu in združuje mogoče tudi v prihodnjih eksperimentih kozmologijo in odpira možnosti študije pojavov, ki povezujejo kozmologijo, se pravi nastanek nabove osnovnih delcev in topologijo prostora, v katerem ti delci nastajajo. In taka vsebina je prepričala tudi urednike časopisa European Physical Journal E, ki je izličil drugega članka na to temo tudi zabeležil za tole naslovnico. Zahvaljujem se v svojem imenu in v imenu avtorjev za to priznanje, vam pa se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Kiselmošević, hvala lepa za predstavitev tega dosežka. Z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pa prihaja raziskovani dosežek z naslovom Podatkovno rudarjenje z zlivanjem in potek podatkovnih virov. Predstavljena bosta njegova avtorja, profesor dr. Blaž Zupan in Marinka Živnik. Spoštovani, podatki je danes res mnogo na področju človekovega življenja, tako v industriji kot v znanosti. In problem je zdi, kaj bo početi, tudi kaj o teh podatkih. Recimo, da dam en primer. Torej, primer prihaja iz biomedicine, da smo že slišali o bolnišničnih infekcijah. Torej, problem v tem, da dobimo bakterije, ki ne znamo več pozdraviti, antibiotiki več ne prima po domače. Sodelovali smo tukaj z eno institucijo, ki dela z enim zanimivim organizmom, eno amebo, ki pa te bakterije, tudi patološke, ne samo da je rezistentna na te bakterije, ampak jih tudi je. Torej, bilo fino ugotoviti, kaj pravzaprav ta bakterija, kaj ta ameba za bakterijo počne. Kolegi iz Berkeley Medicine v Houstonu so porabili 5 let, pa nekaj milijonov dolarjev, da so ugotovili, da so 3 geni taki, ki pravzaprav pri tej amebi vplivajo na bakterijsko rezistenco, ampak so tudi ugotovili, da pravzaprav so te 3 samo eni od 200, ki vprašanje bilo kako naprej. Torej, ni imeli smisla, da bi pač še dali metali denar v eno področje, torej zato, da bi pač ugotavljali, kjer geni so zadolženi za to idejo, kaj pa če bi kakšne podatke vgledali na tem področju. Prav neposrednih podatkov, je pa s baterijo problem. Prav neposrednih podatkov na tem področju ni bilo, so bili pa recimo podatki o tem, kakšne fenotipe imajo razne mutante tega organizma. Pa podatki o tem, kako pač znamo razvrstiti take fenotipe, pa podatki o tem, pa bili so še drugi podatki, torej podatki recimo o gesnih izrazih, naprej, nismo samo tukaj obtičali, ampak podatkov tega mebi, ko še cela vrsta, primer, kar govoril. Podatki so bili tudi recimo znanstveni članki, kjer so ljudje obdavljali te gene, pa potem o podatki, kaj pač v teh člankih je bilo pisanih, pa kakšne tematike so imeli ti članki, pa potem bi še dalje gledali, recimo, na spletu najdemo kupe podatkov o tem, kako
kako so pač geni povezani z posameznimi boleznimi, kako so geni povezani, kako so te bolezni povezani z nami, torej z ljudmi. Potem so ti podatki tudi, oziroma so na voljo o tem, kaj pravzaprav, kakšne zdravila za to jemljajo ljudje, katere zdravnike pri tem spoznamo. Podatki so tudi na voljo, če greš v socialna omrežja, o tem, kaj pravzaprav delajo te zdravniki, s katerimi športi se ukvarjajo, ali pa podatki o tem, kateri geni so med sabo povezani, pa kateri proteini so med sabo v interakciji. Tudi o tem smo že danes slišali. Pa podatki o tem, recimo, katere restauracije obiskujejo te zdravniki, pa recimo podatki o mišljenjevih zvezdicah za te restauracije. Zdaj, sigurno boste rekli, kam je zdaj mišljenjev katalog restauracije, kakšna je pravzaprav povezava z geni, z bakterijsko rezistenco. Vsi ti podatki, ki sem jih naštel, so mnogoterni. Pravzaprav lahko bi šli še dalje v tej sliki o podatkih, ampak problem je, kaj sploh početi z njimi. To, kar smo mi naredili, je pravzaprav metoda, ki zna vse take podatke, ki so izjemno heterogeni, združeno obravnavati. In ta metoda, algoritem pravzaprav temelji na sočasni matrični faktorizaciji matrik, torej ideja je, da poskušamo dodatkovne matrike, ki jih je mnogo v našem sistemu, stisniti na tak učinkovit način, ki nam omogoča, da lahko potem tudi delamo napome. Če se vrnem na ta primer študije bakterijske rezistence, tukaj smo vzeli 14 različnih podatkovnih virov, ki seveda niso segali tako daleč, kot je omenil profesor Zupan, da bi obravnavali mišljenjeve zvezdice in hashtag na Twitterju, ampak so vključevali različne podatkovne vire, ki so zanimivi za biologe in relevantni za to študijo. In naše napovedi so bile potem osnova za biološke eksperimente. Z algoritmom smo napovedali 9 genov, za katere smo bili dovolj prepričani, da so pleteni v mehanizme bakterijske rezistence. Naši sodelavci z Baylor College of Medicine so te napovedi potem preizkusili v laboratoriju z eksperimenti. In 8 izmed teh 9 je bilo potrjenih kot dejansko geni, ki so odgovorni oziroma so pleteni v procese bakterijske rezistence. Zakaj je ta rezultat pomemben? Ta rezultat je pomemben predvsem iz sledečega razloga. Če se spomnite iz začetka predstavitve, je profesor Zupan omenil, da so predhodno potrebovali nekaj milijonov in pa več let, da so našli začetne 3 gene, ki so služili nam za osnovo raziskave. Potem pa smo zgolj z uporabo algoritma lahko napovedali v zelo kratkem času nove kandidatne gene in sodelavci so potrebovali le mesec dni, da so te kandidatne gene v laboratoriju prekrili. Torej, pristop je pa splošen in omogoča uporabo ne samo na tem primeru, ampak tudi za raznovrstne napovedne probleme. Torej, naj zaključim ob tem, da se seveda zahvalim vsem sodelavcem laboratorija za bioinformatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko tukaj v Ljubljani, sodelavcem z Baylor College of Medicine v ZDA in pa seveda tudi univerzi tukaj za to, da ste ta dosežek prepoznali. Hvala. Najlepša hvala. Na govorniški oder naj se mi zdaj pridruži še izredni profesor dr. Andrej Titanovski iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine nam bo predstavil dobiven dosežek kalorične tehnologije toplotnih črpalk in hladilnikov prihodnosti. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz imam tako dosežek v sabo, torej knjiga, ki smo zapisali na podlagi povabila znanega založnika Špringer. Napisali smo v letu 14, objavljeno pa letos, opet malo posodem naprej. Zakaj pa pravzaprav smo to knjigo napisali, zakaj pravzaprav povabilo založnika Špringer, bi pa rad na kratko razložil, o čem pravzaprav govorimo in kaj pravzaprav delamo.
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani se ukvarjamo z razvojem kaloričnih tehnologij. To so pravzaprav tehnologije, ki v analogiji z, na primer, ostalimi vrstami tehnologij na področju pretvorbe energij omogočajo hlajenje, omogočajo recimo izdelavo toplotnih črpalk ali pa omogočajo tudi celo generirano energijo. Na podlagi tega lahko pravzaprav z uporabo kaloričnih tehnologij dosegamo veliko boljše rezultate. Upam, da bo lahko pokazal. Ste se pokazali. Ja, to pa deluje. Ja, malo zamikajo. Glede, zakaj pravzaprav se ukvarjamo s tem področjem? Kalorične tehnologije najlažje prikažemo z analogijo s konvencionalnimi tehnologijami, kot jih poznate recimo pri hladilnikih oziroma pri kompresorskih toplotnih črpalkah. Analogijo lahko pogledamo že na ta način, da pri teh klasičnih tehnologijah uporabljamo kompresor za stiskanje hladila in ti kompresiji sledi potem poleg ostalih procesov tudi ekspanzija plina. V primerjavi s tem uporabljamo lahko zunanje sile, zunanja polja, magnetno električno polje, raztezne sile, tlačne sile, v odvisnosti od tega, kakšen material uporabljamo. In tako ločimo lahko magnetokalorične materiale, uporaba raznih keramik, ferromagnetnih kovin, elektrokalorične materiale, polimerne keramike, elastokalorične materiale, polimeri in pa tudi kovine in pa barokalorične materiale. Seveda, skupno vsem tem materialom je to, da v velikih primerih imamo pravzaprav to kompresijo in pa ekspanzijo pravzaprav povračljivi. To so povračljivi procesi, pri katerih dejansko lahko mi veliko pridobimo z vidika energetske učinkovitosti. Še posebej, ko zaključimo vse skupaj v celoto nekega termodinamičnega cikla. Zato se pravzaprav ukvarjamo v primerjavi z klasičnimi tehnologijami kompresorskega hlajenja oziroma toplotnih črpalk lahko dosegamo veliko višjo energetsko učinkovitost tehnologije. Uporabljamo pravzaprav trdnine kot delovna hladila v primerjavi z hladili, ki so nekoč povzročala ozonsko luknjo, pa so to preprečili s Kyoto protokolom in danes povzročajo globalno segrevanje. Naprave, ki jih razvijamo, so pravzaprav energetsko bolj učinkovite, so okolju bolj prijazne, manj hrupne, manj vibracij in tudi manj gibljivih delov. Seveda pot do tega, da bo prišlo do komercializacije par let, seveda odvisno od tega, kakšne tehnologije imamo na voljo in s čim se ukvarjamo. Zdaj, recimo, tu vidite na sliki par slik, fotografij. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo tudi v sodelovanju z drugimi laboratoriji razvili 4 prototipe, od vsega skupaj 60 prototipov na svetu elektromagnetokaloričnih naprav. V sodelovanju z inštitutom Jožef Štefan iz Ljubljane smo razvili 3. in 4. prototip na svetu elektrokaloričnega hladilnika. Če pa omenim še ostale dosežke, ki smo jih v okviru Univerze v Ljubljani naredili, moram poudariti, da pravzaprav predstavljamo eno najbolj pomembnih vodilnih skupin na področju inženiringa kaloričnih naprav. To priznanje seveda dobivamo za strani tujih partnerjev, priznanih inštitucij, s katerimi bijemo trdi boj konkurence, da jih nekaj omenjam, Imperial College, Penn State University, Tokyo Inštitut za tehnologije, Cambridge in podobni, seveda za 10-krat manj sredstev, kot jih imajo oni na voljo. In veseli smo, da smo pravzaprav pridobili tudi priznanje Univerze v Ljubljani in tudi, da se je komisija tako odločila. To je samo dodatno potrditev, pravzaprav da delamo prav, da gremo v pravi smeri in upamo, da bomo tudi jutri, ko bodo razpisi ARVS znani, videli, da imamo tudi v tem smislu in da imamo podporo tudi sa strani javnih agencij. Žal nimamo dovolj časa, da bi pravzaprav lahko vse stvari omenimo.
še enkrat bi se rad zahvalil za pozornost in pa podporo naše celotne ekipi in moram podati, da pravzaprav brez neke pripadnosti, timskega dela in pa kreativnosti teh rezultatov ne bi bilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa se za nekaj minut selimo v Afriko. Profesor dr. Tatjana Avšič, študent Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, nam bo v imenu raziskovalne dvojice predstavila časovno in prostorsko genetsko analizo virusa Ebola med epidemijo v Zahodni Afriki. Spoštovani gospod rektor, rektorski zbor, spoštovani kolegice in kolegi, tudi jaz bi se rada, tako kot vsi pred menoj, najprej zahvalila Komisiji za znanstveno raziskovalno delo Univerze v Ljubljani, da je med število in množico verjamem izjemno kvalitetnih raziskovalnih del vseh članov naše univerze izbrala tudi delo, ki ga bi poskušala nekako predstaviti za enega od pomembnejših. Kot je gospa že omenila, se nekako selimo v Afriko in sicer na kaj nas spomni, ko slišimo ime Ebola. Na nekaj, kar je v Afriki in na nekaj, kar je smrtno nevarno. No, morda pa nas ob tem spomni tudi na nekaj, da smo o tem slišali v minulem letu, pa tudi v lanskem letu, v javnih občilih, da je trenutno v državah Zahodne Afrike velika epidemija Ebola virusne bolezni. No, zakaj neka posebnost? Namreč bolezen, ki jo povzroča virus Ebola, je bila do minulega leta problem dejansko osrednje Afrike, osrednjeafriških držav s večjimi ali manjšimi izbruhi, kar pomeni omejena na nekaj 10, največ 300 zbolelih in med temi vsaj polovica umrlimi. To, kar se je zgodilo v minulem letu, začenši z smrtjo dvoletnega dečka, ki se je najverjetneje okužil od zavejednega netopirja, že praktično decembra leta 2013 pa je premenilo nekaj, česar do zdaj nismo poznali. Citirala bom sama sebe, zgodilo se je ob nepravem času, na nepravem mestu, ob nezadostnem in nepravočasnem reagiranju in pomoči vseh, ki so to zmožni, predvsem iz Zahoda. No, sodelavko, asistent dr. Mišo Horvat, ki je danes tudi z mano, sva sodelavki in pa partnerici v Evropskem mobilnem laboratoriju, ki je eden od konzorcijev 7. evropskega projekta. Hkrati pa je naš inštitut, ki deluje na medicinski fakulteti, tudi dolgoletni partner Svetovne zdravstvene organizacije, predvsem njene mreže, ki vedno odreagira in pomaga pri različnih izbruhih, ki se pojavijo kot nalezljive bolezni, katastrofe, kjerkoli po svetu. No, in kot partnerji smo bili tudi pozvani že v začetku te epidemije, torej ko so jo zdravniki brez meja šele marca leta 2014 prepoznali, za pomoč in delo v zahodnoafriških državah. Tako je tudi kolegica odšla na 5-tedensko misijo in ta misija našega evropskega laboratorija, poleg vseh drugih laboratorijev, še vedno deluje na terenu in seveda pomaga pri diagnostiki in zajezitvi te bolezni. Torej, srečevali smo se z znanim povzročiteljem, znano boleznijo, vendar o njej nismo vedeli in še danes ne vemo mnogo več. Vemo mnogo več, ko smo vedeli do minulega leta. Toda bolezen je bila vedno omejena na manjša predmestja, na manjše ruralne predele, daleč stran od nas v Črni Afriki, kjer se je vedno končala v približno mesecu do 2 mesecih.
Ta epidemija pa se je začela nemudoma širiti in to širiti množično tudi iz Gvineje, iz vasice Gekedu, kjer se je najprej začela, potem v Sierra Leone in tudi v Liberijo. Nenadzorovano. Tudi vsa svetovna pomoč, ki je prišla verjetno malce prepozno zamudo, ni bila možna seveda te epidemije ustaviti. Danes štejemo skoraj 30.000 zbolelih in več kot 11.000 smrtnih primerov. No in kaj je nas, raziskovalci in tudi vas ostali medicinski svet, najbolj zanimalo? Predvsem nas je zanimalo, ker so to ruralni predeli, ker so to poljske bolnišnice, ker so to predeli, kjer zelo težko nadzorujemo karkoli in tudi zelo težko izvajamo diagnostiko, saj seveda neprekinjena električna energija tisti največji problem, kjer ne moreš izvajati vrstne diagnostike. Nas je seveda zanimalo, kako se je ta bolezen širila, kajti bilo je že sumljivo, da jo bomo mogoče lahko v 3-4 mesecih ustavili z običajnimi do tedaj znanimi metodami. Vendar se je izbruh ponovno pojavil, razširil in še bolj množično razširil. Seveda nas je zanimalo, kaj je temu vzrok in še bolj nas je zanimalo, ali se virus spreminja, ali se prilagaja človeku in ali se je spremenil tako, da mogoče že takrat znana cepiva, že takrat potencialno znana zdravila ne bodo več učinkovita in tudi naši diagnostični reagenti ne bodo več učinkoviti. Ugotovili smo za genetsko analizo popolnega globokega sekveniranja 179 genomov neposredno iz bolnikov, da genetske spremembe v genomu virusa niso tako velike, kot smo se bali, in da so te spremembe normalne, še vedno večje kot običajno med epidemijami, vendar so razmerno majhne in da ne pomenijo strahu, ki nas je najprej obvladoval. Hkrati, da se je virus širil iz Gvineje, kjer se je najprej omejil v liniji A, z določeno genetsko spremembo, tako Sierra Leone kot v Liberijo in potem nazaj v Gvinejo in dejansko epidemija še danes ni ustavljena. Največja sreča pa je ta, da za popolnim pregledom različnih delov, ki kodirajo pomembne proteine tega virusa, genetske spremembe vseeno niso tako velike, da bi pomenile bojazen, da trenutno obvladujoče stanje z znanimi potencialnimi zdravili ali cepivi ne bi bilo učinkovito. Hvala. Raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2015. Imenuje se populacijsko genetsko presejanje družinske hiperkolesterolemije pri otrocih, ki prav tako kot prejšnji raziskovalni dosežek prihaja z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine pa bo predstavil docent dr. Urh Lošek. Spoštovani gospod rektor, spoštovani zbor, spoštovani gospe in gospodje, najprej lep pozdrav v imenu celotne naše raziskovalne skupine, v imenu katere bi želel izraziti tudi zadovoljstvo, hvaležnost, da je bil pač naš dosežek prepoznan kot eden od pomembnejših v tem letu. Če ostanemo v tej dvorani, vi ali pa vaš sosed, kateri vas sedi, ima povišen holesterol, približno podoben je tudi delež bratom na tržnici, ki ima precej jasno predstavo o tem, kaj je holesterol. Se pravi, gre po eni strani za zelo, v tem smislu, znan problem v medicini, po drugi strani je pa zavedanje o tem, da znotraj vseh teh mase ljudi s povišenim holesterolom obstaja neka manjša skupina za družinsko hiperholesterolemijo, ki je v bistvu bistveno bolj ogrožena za bolezni srca in ožilja kot splošna populacija. Ogroženost ljudi za genetsko dedno obliko je približno 100-krat višja kot ljudi v splošni populaciji, in tako v bistvu visoke, genetsko pogojene, povišene vrednosti holesterola močno vplivajo na proizvodni razvoj ateroskleroze, ožene žilne svetline in posledičnega razvoja bolezni srca in ožilja lahko že v temu
Pri tej skupini je značilno v bistvu obolevanje ljudi v tistih najbolj, recimo, temi produktivnih letih v smislu poklicnega in osebnega življenja. Se pravi, in v bistvu, če bi poznali, če bi lahko zgodaj bi odkrivali to skupino ljudi, bi lahko kar 90% teh primerov proizvodnih bolezni, tudi smrti, preprečili. In trenutno je Slovenija edina država na svetu, kjer od leta 1995 odkril s pomočjo presejalnega programa pri 5-letnih otrocih zgodaj prepoznavamo in zgodaj odkrivamo prisotnost hiperholesterolemije, kar v bistvu nam omogoča, da v bistvu zgodaj in natančno prepoznavamo tudi osebe za družinsko hiperholesterolemijo in tudi lahko začnemo v bistvu pravočasno, se pravi, še pred pojavom prvih subkliničnih zapletov te otroke zdraviti in jih pač ustrezno obravnavati in preko njih tudi odkrivati njihove svojce. V tej študiji, za katero smo danes tukaj, smo mi uspeli v bistvu od te kohorte, od te populacije bolnikov, ki smo jih doslej zajeli s pomočjo tega presejalnega programa, v bistvu iz uporabi najsodobnejše genske tehnologije, v bistvu sekveniranja naslednje generacije, za katerega smo izdelali poseben panel vzročnih vplivov, smo uspeli analizirati to populacijo in smo dokazali, da ima kar 57% od otrok, ki so bili k nam napoteni po tem našem algoritmu zaradi hiperholesterolemije, se pravi, to so ali otroci z blago povišanim holesterolom in obremenjeno družinsko anamnezo, ali pa otroci z izrazite povišanim holesterolom, med njimi je imel 75% s pomočjo genetske diagnostike dokazano prisotnost družinske hiperholesterolemije. In s tem smo v bistvu kot prvi na svetu dokazali, da lahko je tak program presejanja družinske hiperholesterolemije v otroštvu v bistvu zelo učinkovito deluje, da z njim lahko zajemamo v bistvu večino populacije, pri katerih je prisotna ta v bistvu zahrbtna bolezen. Rezultate naše raziskave smo objavili v najuglednejših kardioloških revij, to je tudi najbolj uglednih medicinskih revij, pospremljen je bil tudi z vabljenim komentarjem in v bistvu zvočnim komentarjem urednika te revije. Na koncu bi se pa zahvalil celotno, pač tak dosežek bi bil nemogoč brez celotne raziskovalne skupine, v kateri so zdravniki iz kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, pediatrične klinike in pa seveda sodelavci iz laboratorija za specialno laboratorijsko diagnostiko pediatrične klinike. Dr. Brošer, hvala lepa tudi vam. Tako slišali smo 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2015. Hvala vsem za pozornost. V tem trenutku vas vabim na kratek odmor v sosednji prostor. Zakaj kratek? Zato, ker ob 13:03 nadaljujemo z okroglo mizo z naslovom Zakaj vlagati v raziskave. Pridružili se nam bodo dr. Maja Makovec-Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesor dr. Jozef Grkeč, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, profesor dr. Dragan Mihajlović, vodja odseka za kompleksne snovi na Inštitutu Jožef Stefan in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, profesor dr. Martin Čopič, prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno-raziskovalnega dela, Marjan Trmonta, izvršni direktor razvoja Kolektor Group d.o.o. in Janez Novak, direktor RS Merilne tehnike d.o.o. Prek videoposnetka se nam bo pridružila tudi izvršna direktorica Univerze Združenega kraljestva, gospa Nikola Dendrič. Okroglo mizo pa bo povezovala Ina Petric, dolgoletna urednica izobraževalnega programa na Radiju Slovenija, soustanoviteljica Združenja znanstvenih novinarjev Slovenije, zadnja urednica portala Tromba, ki je specializiran za pripravo in posredovanje novic z področja znanosti, kreativnosti in inovativnosti. Verjamem, da bo zanimivo, zato upam, da se vidimo tudi takrat.
Hvala lepa.